Prvi šolski dan, čakajoč na evrosredstva, cesta ostaja brez vzdrževalca, čakajoč na 25-tico, vojna v poeziji in prozi, dirka z garami, legendarna Zbiljska noč. Dober večer vam želim. V ponedeljek je šolski zvonec ponovno zazvonil. Prvi šolski dan je bil še posebej slovesen za prvošolčke in njihove starše. Na šoli so jih slovesno sprejeli učitelji in starejši otroci. S kamero smo obiskali osnovno šolo Preska. Letošnja generacija prvošolčkov je številčno najmočnejša v zadnjih 10 letih. Tudi v prihodnjih letih se bo vpis povečeval in vodstvo osnovne šole Preska je upravičeno zaskrbljeno, da v prihodnje obstoječi šolski prostori ne bodo zadoščali za kakovostno izpeljan pouk. Ponedeljek 1. september je uradni datum pričetka novega šolskega leta. Letošnja generacija prvošolcev je v Sloveniji številčno najmočnejša v zadnjih 10 letih. V letošnjem šolskem letu je občini Medvode šolski prag prvič prestopilo skupaj 185 učencev in sicer številčno največ v osnovni šoli Preska 46, v njenih podružničnih šolah v Sori 21 in na Topolu 3. Sledi osnovna šola Medvode s 44 prvošolci, osnovna šola Smlednik z 38 in osnovna šola Pirniče s 33 prvošolci. Šola pomeni prelomnico v življenju otroka, kot tudi staršev. Da bo otrok odnesel, ko bo zaključil prvi razred. Poglejte, ko smo bili mi majhni, so nam rekli, da je šola vzgojno-izobraževalna ustanova. Torej imamo pričakovanja na obeh straneh, da se bo otrok naučil stvari za življenje in da bo hkrati prevzel tudi tiste vzgojne norme, ki jih nekako družba od njega pričakuje. Letošnji prvošolci so imeli ob prihodu v šolo krajši kulturni program, ki so ga pripravili starejši otroci z mentoricami, učiteljicami. Po prejemu rumenih rutk pa so v spremstvu učiteljic odšli v razred, kjer so že na prvi šolski dan ostali do 12. ure. Na prvi šolski dan želimo, da si otrok ga trajno zapomni in sicer v lepem spominu, zato se potrudimo, da se vsak počuti prijetno, hkrati pa tudi, da se vendarle zave nekje, da je šola pravzaprav prostor, kjer veljajo določena pravila, in jih moramo upoštevati zato, če želimo, da se vsi počutimo dobro. Velja pa, da najbolj iskrene besede prihajajo prav iz otroških ust. Zbrali smo nekaj izjav nadobudnih prvošolcev. Kako si se pripravljala na prvi dan v šoli? Mami mi je pomagala. Kaj pa vse sta pripravili? Zaščitile so zvezke tudi. Kaj vse imaš doma pripravljeno za šolo? Za šolo imam nove ruzake, nov en ruzak imam, en, ki je gora avion narisan. Katere črke pa že poznaš? Pol besede. Pa se veseliš šole? Ja. Za marsikaterega otroka je zaradi novega okolja prvi šolski dan zelo stresen. Po licu je stekla tudi kakšna solzica. Ti so pa deležni posebne pozornosti, pri tem se obrnemo tudi na starše, ki so njim najbližji. Potem se pa poslužimo različnih prijemov od kakšnih lutk, ki pomagajo otrokom to prvo stisko. Skratka, počasi, postopno, nič na silo, z veliko mero empatije, prijaznosti, in vedno počasi pridemo do sprejetosti in odprtosti in ponavadi vsi otroci na koncu radi prihajajo v šolo. Vpis prvošolcev se povečuje. Na osnovi demografskih podatkov na osnovni šoli Preska predvidevajo, da bo v naslednjih 5 letih na šoli 80 do 100 otrok več. Vodstvo tako upravičeno skrbi, kako bodo v prihodnje organizirali pouk po vseh normativih, ker so že sedaj na tesnem s prostimi učilnicami. Vrtci in šole so danes zabeležili že 4. dan novega šolskega leta, kar pa na veliko razočaranje predvsem staršev pirniških otrok za novi vrtec v Pirničah ne velja. O načrtovanem in predvsem težko pričakovanem odprtju smo sicer že poročali, a se je tik pred zdajci zalomilo. Razlog tokrat ni zamujanje gradbenih del, pač pa zamuda Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pri izdajanju sklepa o dodelitvi nepovratnih evropskih sredstev.
Občina Medvode se je s projektom izgradnje novega vrtca v Pirničah v mesecu maju prijavila na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Eden izmed pogojev za pridobitev 730 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je tudi ta, da investicija pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev še ne sme biti zaključena. Zato mora občina, čeprav je vrtec tako rekoč pripravljen in opremljen za vstop otrok, s preostalimi aktivnostmi oziroma z izvedbo tehničnega pregleda in pridobitvijo uporabnega dovoljenja počakati. Odzivi staršev kot pričakovano, strašno razočaranje, tako kot pri nas v vrtcu. Razočarani predvsem zaradi tega, ker je bilo ves čas govora, da je vrtec gotov in da je čas, da gremo, da vstopimo. In v poletnem času so se pač zgodile stvari oziroma se niso zgodile in zato smo bili prisiljeni, da gremo spet nazaj v star vrtec. Ministrstvo naj bi sklepe o dodelitvi sredstev začelo izdajati v naslednjih dneh, novi vrtec do takrat ostaja v statusu mirovanja. Nekateri starši so sprejeli zelo z razumevanjem, drugi so bili zelo razburjeni, nekaterim je bilo pravzaprav vseeno. Najbolj pomembno pa je, da smo mi sprejeli vse otroke, ki so bili pravzaprav sprejeti in vključeni s 1. septembrom. Ker ima novi vrtec kapacitete za 116 otrok, kar je 33 otrok več, kot so kapacitete obstoječega starega vrtca, so v preostalih enotah vrtca Medvode uredili začasne prostore za njihovo namestitev. En starejši oddelek je tukaj na Svetju, v igralnici Medvedov, ki je bila predvidoma prazna to leto, pa trenutno ni. Potem smo en oddelek prve starosti namestili v Smledniku, v Novem Smledniku v eni igralnici, kjer imamo še prostor. Glavnina otrok, razporejenih v 4 oddelke, še naprej ostaja v starem pirniškem vrtcu. Stare Pirniče smo res v zadnjih 2 tednih, da ne rečem pokrpali, ampak poskrbeli, da so se ponovno počistile, pobelile, da se je uredila okolica. Nazaj smo opremo selili, igrače, tako da so res vsa pohvala hišnikom in strokovnim delavcem, da smo Pirniče spravili v stanje ponovnega zagona, ne? Ker smo imeli v ponedeljek tudi zdravstveno inšpektorico, ki ni imela pripomb, tako da smo v vrtcu lahko. V novem vrtčevskem letu je vrtec Medvode v svojih 41 oddelkov sprejel 737 otrok. Zavrnjenih, ki imajo pravico vstopa s 1. septembrom, pa letos ni bilo. Tistim z možnostjo kasnejšega vstopa bo vrtec tekom leta zagotovil mesto v polovičnem oddelku novega vrtca v Smledniku. V dobro otrok bo vodstvo s strokovnim kadrom tudi v bodoče stremelo k realizaciji dodatnih obogatitvenih programov. Koncem septembra zaključujemo en mednarodni projekt, ki je trajal 2 leti in hkrati vstopamo v novega, ki je v obdobju od 2014 do 2017 bo ta projekt Fit for Kid, temelji pa na gibanju za predšolske otroke, poudarek je prav na mlajši starostni skupini. Tako da bomo tukaj res veliko pridobili, veliko vložili prav v gibanje. Gibanje je najpomembnejše pri razvoju predšolskega otroka za vsa področja. Poleg tega bo vrtec skozi šolsko leto nadaljeval vseslovenski projekt Prvi turistični koraki, projekt bivanja na prostem, eko-bralno značko, zbiralno akcijo papirja, zamaškov in baterij ter z mrežo mentorskih vrtcev in medgeneracijskih srečanj. Sedaj pa k politiki. Vključno do 10. septembra je še čas za vlaganje kandidatur, tako za svete krajevnih skupnosti kot občinski svet in seveda kandidatur za župana občine Medvode. Svojo župansko kandidaturo so doslej napovedali kandidat SDS Leon Merjasec in 3 nestrankarski, ki v tem trenutku še zbirajo podpise podpore, da bodo dejansko lahko vložili svoje kandidature. Prek naše televizije sta svojo kandidaturo napovedala poleg Merjasca še nestrankarska kandidata Nejc Smole in Aleš Omejc. Prek časopisa Sotočje pa že pred 2 mesecema tudi aktualni župan Stanislav Žagar. Do drugega kroga županskih volitev v vseh 5 mandatih doslej ni prišlo, saj je aktualni župan Stanislav Žagar, inženir strojništva in oče 4 hčera, vedno že v prvem krogu dobil zadostno število potrebnih glasov. Še najbolj tesno je šlo ravno pred 4 leti, ko ga je podprlo le 2990 volivcev, kar pa je vendarle zaradi nizke volilne udeležbe znašalo 52,18% glasov vseh. Udeležba je namreč zdrknila pod 50%, na slabih 47%.
Na prvih lokalnih volitvah v novodobni občini Medvode leta 1994 je tako zbral skorajda 60% glasov, 4 leta kasneje še več, kar dobrih 65%. Leta 2002, ko je bila volilna udeležba sicer največja, mu je podpora padla na 56% in mu na volitvah leta 2006 ponovno narasla na 61%. Na županski stolček občine Medvode se je Stanislav Žagar pred 4 leti torej pospel že 5. Predtem pa je bil že dober mandat predsednik izvršnega sveta občine Ljubljana Šiška. Na prvih volitvah leta 1994 mu je najbolje konkuriral dr. Jože Duhovnik, ki je zbral dobrih 17% glasov. Na drugih leta 1998 pa se mu je najbolj približal Mitja Ljubelšek, ki se je doslej izkazal za najbolj resnega konkurenta, se je zbral skoraj 24% glasov. Tudi na naslednjih 3 volitvah so mu najbolje konkurirali predstavniki Slovenske demokratske stranke, leta 2002 z dobrimi 16% Janez Barle, leta 2006 s 13% Alojz Jožef Dovič in leta 2010 z dobrimi 18,5% popolni novinec v politiki lokalne samouprave Saša Ciglar. Že v eni od prejšnjih informativnih oddaj smo poročali o eni izmed zemljiškov neurejenih javnih poti v naši občini. Eden od lastnikov zemljišča je prepovedal njeno vzdrževanje, dokler se zadeva ne uredi. Krajevna skupnost Preska Žlebe je zato občino Medvode obvestila, da ji sporno cesto prepušča v upravljanje, saj je slednja po njenem mnenju kriva za nastalo situacijo. Občina Medvode pa krajevno skupnost poziva, naj stanje na cesti sanira, ker da je to njena dolžnost. Mi smo občinski upravi zastavili kar nekaj vprašanj in včeraj prejeli nekaj pojasnil in zajeten kup dokumentacije. Da na kratko osvežimo problematiko. V katastru je vrisana pot, ki se že več kot 70 let ne uporablja. Uporablja pa se pot, ki so jo za čas druge svetovne vojne trasirali Nemci, ki pa zemljiško-knjižno ni bila nikoli urejena. In ko so občinski svetniki konec leta 2012 na predlog občine Medvode ukinili javno dobro na opuščeni poti v dobri veri, da bodo pospešili zemljiško-knjižno ureditev poti, ki se dejansko uporablja, se je situacija ponovno zapletla. Družina Jakopič, ki je solastnica zemljišča na krajšem odseku poti, ki se uporablja, je namreč prepovedala njeno vzdrževanje, dokler se zadeve tudi zemljiško-knjižno ne uredijo. Ureja pa se že zadnjih 15 let. Pred 3 meseci je zato krajevna skupnost Preska Žlebe občino Medvode opozorila, da ji prepušča to cesto v upravljanje, saj se ne čuti krivo za nastalo situacijo. Šele po večkratnih pozivih jim je občina namesto navodila, kako in kaj, posredovala zahtevo, da nemudoma ukrepajo in sanirajo stanje na cesti. Po objavi prispevka s povedanim nihče ni bil povsem zadovoljen. Krajevna skupnost je menila, da je bilo premalo poudarjeno, da je občina svetnike pri ukinjanju javnega dobra zavedla. Družina Jakopič je menila, da je premalo izpostavljeno dejstvo, da vse doslej ni šlo za urejanje problematike ceste, ampak zgolj za pomoč občine, družini Gašparevič pri pridobivanju zemljišč in to v njihovo škodo. Družina Gašparovič pa nasprotuje trditvam, da jim občina na ta način pomaga pri legalizaciji črne gradnje in da so sami naredili prav vse, kar so lahko, da bi se problematika ceste rešila. In občina oziroma Vanja Debeljak je to slednje potrdila. In kakšen je bil očitek slednje? Da v prispevku nismo upoštevali njihovega odgovora. Žal, že po zaključku redakcije smo dejansko prejeli ne sicer odgovore na naša vprašanja, ampak nov dopis, ki ga je občina posredovala krajevni skupnosti, v katerem s prstom spet pokaže na Jakopičeve. Epilog pa je ponovno enak. Nemudoma ukrepajte in sanirajte cesto. Dejanske odgovore na vprašanja pa smo prejeli šele včeraj, skupaj z obsežno dokumentacijo. Na vprašanje, zakaj se ni realiziral dogovor o zamenjavi zemljišč, ki ga je z družino Jakopič že pred 13 leti podpisal župan Stanislav Žagar, odgovarjajo, da je občina še vedno zainteresirana za zamenjavo ali odkup zemljišč družine Jakopič, vendar ta ni edina lastnica omenjenega zemljišča. Parcelizaciji pa Jakopičeva nasprotujeta, kar dokazujejo tudi vse pritožbe in tožbe v tej zadevi. Na zadnji predlog rešitve izpred 2 mesecev pa občina menda še ni prejela nobenega odgovora.
Na naše vprašanje, zakaj je občina krajevno skupnost vprašala za mnenje šele letos, torej leto dni po predlogu za ukinitev javnega dobra na opuščeni poti, kar je imelo očitno spet kontrareakcijo pri Jakopičevih, pa občina odgovarja, da naše ugotovitve ne drže, saj naj bi bila krajevna skupnost Preska Žlebe seznanjena z vsemi dejstvi, saj je prav predstavnik krajevne skupnosti zastopal občino Medvode, tako na parcelizaciji kot tudi v pritožbenih in sodnih postopkih. In še, da je krajevna skupnost prejela gradivo za sejo občinskega sveta, na kateri je bila ta točka obravnavana 7 dni prej in ni podala nobenih pripomb nanj. In odgovor na tisto, kar nas je tudi zanimalo, kdo bo nosil odgovornost, če se na tej cesti kaj dogodi, je odgovor občine Medvode jasen: upravljalec. Na občini Medvode nekako zanikajo vašo trditev, da so vas v celotno zadevo vključili šele v začetku letošnjega leta. Ja, poglejte, nekako bi na krajevni skupnosti to zadevo lahko povezovali z izjavo pred nekim odločanjem, kjer je bilo zagotovljeno, da je vse urejeno, in urejeno je ravno toliko, kot je pristna ta izjava, ki jo je dala občina v zvezi s to zadevo. To se pa na terenu zelo dobro vidi. Za mnenje vas je vprašala kdaj, torej kdaj in kako? Poglejte, resnično mnenje z dopisom, kateri seveda je tudi neki pravi dokument, je bilo 14.1.2014, kar se nam je res, kot sem že povedal na prejšnji oddaji, zdelo kar malo posmeh. Kaj pa njihova trditev, da ste lahko razbrali to iz gradiva za sejo? Ja, poglejte, sama gradiva za sejo, ko pridejo na krajevno skupnost, mislim, da so daleč od kakršnega koli dokumenta in vabila k sodelovanju, tako da tukaj, ne bi izgubljal niti besed, naj si to zadevo predstavlja vsak po svoje. Kaj bo torej s to cesto? Občini smo lepo posredovali dopis enega od lastnikov, da gre za privatno zemljišče. Dopis so si, če so hoteli, dobro prebrali in je bilo razvidno, da na privat zemljišču z samim vzdrževanjem nimamo kaj početi. To je bilo tudi naše vprašanje, na katerega pa žal do danes nismo dobili nobenega odgovora. Odgovori so nekako bolj zaviti v neko folijo, namenjeni so ne vem komu, na konkretna vprašanja pa zaenkrat občina ne odgovarja. Kakšen odgovor torej pričakujete od občine? Ja, jaz pričakujem od občine vsaj toliko, da bodo zadevo vzeli toliko resno, da nekako povabijo k sodelovanju poleg ostalih akterjev tudi krajevno skupnost, seveda, če jim je to želja. V nasprotnem primeru pa resnično čakamo njene prave odgovore, ne da nam je neka cesta dana v vzdrževanje in je omenjena od hišne številke, konkretno za cesto, katera je zdaj problematična, od hišne številke 13a do hišne številke 23. Potem vmes je pa veliko megle, katero bo treba razčistiti. In ko bo ta megla razčiščena, se krajevna skupnost, kot zagotavlja Varovšek, ne bo branila vzdrževati to cesto, tako kot jo je v preteklosti. Glede na to, da se jutri začenja volilna kampanja, to temo do volitev zaključujemo in upajmo, da bomo o njej poročali, ko bo cesta urejena in varna. Ja, iz krajevne skupnosti Preska Žlebe nas sedaj že dalj časa opozarjajo tudi na to, da že predolgo čakajo odgovor na pobudo, ki so jo dali v začetku leta, da avtobus mestnega potniškega prometa številka 25 delno spremeni svojo progo in tako vsaj malenkost zadosti tudi potrebam potnikov iz Preske, Vaš in Goričan oziroma prebivalcev na desnem bregu reke Sore. Dejstvo namreč je, da če kaj, potem je občina v iztekajočem mandatu na veselje krajanov Smlednika in Pirnič z uvedbo 15-tice in 30-tice ti dve krajevni skupnosti povezala tako z Medvodami kot z Ljubljano. Februarja je krajevna skupnost Preska Žlebe na občino Medvode oziroma župana Stanislava Žagarja naslovila dopis, podkrepljen s 320 podpisi krajanov. Željo po spremembi oziroma po podaljšanju trase mestnega avtobusa številka 25 Medvode za Dobrova, tudi mimo Preske, Vaš in Goričan.
Predlagali so namreč, da bi avtobus pri prihodu iz ljubljanske smeri zavil čez železniški prehod in pot nadaljeval po Škofjeloški cesti. V naselju Preska naj bi se ustavil dvakrat. Prvič nasproti blokovskega naselja, kjer sta postaji že urejeni na obeh straneh in pred podjetjem Helios. Naslednja postaja bi bila v Vašah pri podjetju Jarc, kjer je postajališče na eni strani že urejeno, potem v Goričanah za križiščem s cesto ob Sori in nato pred semaforiziranem križišču pri železniški postaji. Pot naj bi do končne postaje avtobus nato nadaljeval po obstoječi trasi. To utemeljujemo pa s tem, ker sedaj nismo povezani z mestnim avtobusom ljubljanskega potniškega prometa in sedaj hodimo v oddaljeno krajevno skupnost Medvode center skozi edini podhod pri železniški progi pod železniško progo pri bivšem Kolorju. Tam so stopnice zelo strme, kar zelo je neugodno za starejše občane, za invalide in tudi za mlade družine z otroki, posebno v deževnem vremenu in v zimskem času. Podhod je tudi neosvetljen in ob deževju je poln vode. V veliki meri bi to za prebivalce teh naselij, predvsem starejše, pomenilo ne le povezavo z Ljubljano, ampak tudi z vitalnimi deli Medvod. Kar se nekomu namreč zdi smešno blizu, je za marsikaterega lahko že uganka. Kako na primer z blokovskega naselja Preska priti do zdravstvenega doma Medvode? Prebivalci našega naselja smatramo, da sedaj, ko so narejene že avtobusne postaje za medkrajevni promet, ne bi bilo prevelikih stroškov, vkolikor bi avtobus številka 25 vozil naprej do Vaš in Goričan in s tem bi približali mestni promet vsem prebivalcem teh naših naselij. Sedaj ste govorili v imenu koliko podpisov? V našem naselju, v blokovskem naselju, smo zbrali 320 podpisov, vendar smo se pogovarjali tudi z ostalimi prebivalci Preske po hišah in v Vašah ter Goričanah in vsi so zelo zainteresirani in me že tudi sprašujejo, kdaj bo mestni avtobus vozil skozi naše naselje Preska naprej do Vaš in Goričan. V imenu krajanov je Svet krajevne skupnosti Preska Žlebe pobudo poslal ne le na občino Medvode, ampak tudi na javno podjetje Ljubljanski potniški promet. In v slednjem so odgovorili že aprila. Od LPP Ljubljana smo dobili odgovor in sicer so dejali, da je možna podaljšanje proge številka 25, vendar v sodelovanju z občino Medvode, od katere pa do danes nismo prejeli nobenega odgovora. In zato bi prosili gospoda župana, da nam da odgovor oziroma smo prepričani, da bo prisluhnil našim željam, da bomo tudi mi dobili mestni avtobus. Odgovor občine Medvode torej še čakajo. Iz odgovora javnega podjetja Ljubljanski potniški promet pa se da razbrati, da možnost podaljšanja proge sicer obstaja, da pa je povezana seveda z daljšim časom potovanja obstoječih potnikov in seveda z dodatnimi sredstvi. Saj bi bilo potrebno zaradi podaljšanja proge za poltretji kilometer za vzdrževanje intervalov vključiti dodatne avtobuse in voznike. Kar pa predlagatelji spremenjene trase opravičujejo z dejstvom, da se bo število potnikov prav gotovo povečalo. Krajani torej na odgovor občine Medvode še čakajo, mi pa smo ga pridobili kratkega in jedrnatega. Podaljšanje mestnega avtobusa številka 25 je povezana z dodatnimi finančnimi sredstvi v proračunu, ki v letošnjem letu niso zagotovljena. Kaj pa to pomeni dolgoročno? No, o tem pa v prihodnji oddaji. Letos mineva 100 let od začetka Prve svetovne vojne. Slovenci smo pod vladavino Avstro-Ogrske monarhije utrpeli številne izgube. Marjeta Žebovec je na tiskovni konferenci v Društvu slovenskih pisateljev v Ljubljani predstavila 3 knjige in zbornik spominov vojnih veteranov Prve svetovne vojne. V vojni pokrajini, zlo, ki se mu reče vojna, vojaki, družine, begunci,
So naslovi zbranih del poezije, kratke proze in dramskih del, kjer slovenski literati opisujejo takratne dogodke, osebne zgodbe in pesniške verze tihega trpljenja. Marjeta Žebovec je knjige izdala v samozaložbi, predstavitev le-teh pa bo prihodnjo sredo tudi v Medvoški knjižnici. Letos mineva 100 let od začetka Prve svetovne vojne. Po uradnih podatkih je v 4 letih Prve svetovne vojne umrlo 37 milijonov ljudi. V vojno so bili vključeni prav vsi, vojaki pa tudi civilni prebivalci vojskujočih se držav. Nekateri kot vojaki, nekateri so morali zapustiti svoje domove, so bili begunci, nekateri pa so preprosto stradali. Takrat je država zahtevala toliko in toliko kmetijskih pridelkov, da je lahko oskrbovala vojsko, in so ljudje imeli veliko manj hrane in drugih potrebščin, kot pa bi jih potrebovali. Slovenci smo pod vladavino avstro-ogrske monarhije utrpeli velike izgube. Vojna se je kruto zarezala v življenje mnogih družin. Slovenci, ki so bili vpoklicani v vojsko, so šli na vse fronte, kjer je kaj bilo. Se pravi Galicija, Karpati, Solunska fronta, Drinska fronta, Soška fronta, Tirolske gore in tudi na zahodni fronti, čeprav tiste enote, ki so imele oziroma v katerih je bilo največ slovenskih vojakov, načeloma na zahodno fronto niso bile poslane. Kljub temu pa je bilo kar precej slovenskih vojakov tudi tam. V vojni pokrajini je naslov zbirke poezije na temo Prve svetovne vojne. Slovenski pisatelji so vsak po svoje doživljali Prvo svetovno vojno in jo tudi ubesedili v kratkih pripovednih zgodbah, ki so zbrane v delu Zlo, ki se mu reče vojna. Dramska dela pa v zbirki Vojaki, družine in begunci. Vsa 3 dela je avtorica in urednica izdala v samozaložbi. Nekaj pripovedi iz dogodkov Prve svetovne vojne v naši občini je spisal Franz Aleški Finžgar, ki je do leta 1918 služboval kot župnik v Sori. Zanimiva se mi je zdela zlasti črtica Golobova njiva, ki pripoveduje o tem, kako so vojaki na poti na fronto prišli v vas in zahtevali toliko in toliko prostora zase, za konje, za vozove, in konec koncev povzročili kar precej škode v vasi, materialne in moralne. Po koncu Prve svetovne vojne so se preživeli borci neformalno združevali, kasneje pa ustanovili Združenje bojevnikov. V glasilu Bojevnik so objavljali svoja spominska besedila vojnih doživetij. Le-te je Marjeta Žebovec uredila v knjigi Bojevnik. Fotografije na naslovnici knjige so iz osebnih zbirk, na eni od njih je tudi ded avtorice. Moj ded, Andrej Kavčič iz Dražgoš, je bil rojen 1892. leta in je bil vpoklican med Prvo svetovno vojno in je bil poslan je bil na Soško fronto in je bil v letu 1917, iz katerega je ta fotografija, že ujetnik v Italiji. Sliko kot razglednico je poslal svoji sestri, ta pa jo je potem dala moji mami. Knjigo Bojevnik je izdala založba Karantanja. Vojnim spominom sta dodani še 2 dokumentarni besedili. Ena od teh je poročilo generala Maistra o zavzetju Maribora. Zbiranje gradiva je občutno olajšala digitalna knjižnica Slovenije, kar je omenjeno tudi v zahvali ob koncu knjige. Predstavitev celotne zbirke Prva svetovna vojna v slovenskem leposlovju in zbornika Bojevnik bo organizirana tudi v Medvoški knjižnici na literarnem večeru v sredo 10. septembra. Nedeljski dan nas je popeljal nazaj v preteklost, ko so se zabavali drugače kot danes. Na prvi dirki z garami, ki je potekala na Senici, so navdušili tako mlajši kot starejši tekmovalci. Lepo vreme in obet dobre zabave je privabil veliko množico ljudi. Manjkala ni niti najstarejša kmečka jed medla. Kljub temu, da vreme letošnjemu poletju ni naklonjeno, v nedeljo temu ni bilo tako. Sonce je še dodatno ogrelo tekmovalce na prvi dirki z garami, ki je potekala na Senici v Medvodah.
Dirke z garami so bile pred več kot 45 leti nekaj vsakdanjega. Zato se je Društvo ljubiteljev starin gare, ki deluje kot sekcija kulturno-umetniškega društva France Leški Finžgar Senica, odločilo za njihovo oživitev na pobudo domačina Mirana Pustovrha. Na sami prireditvi so sodelovali člani kulturnega društva Sejalec umetnosti in domačega športnega društva. Odločitev se je izkazala za pravilno, saj je bil odziv nad pričakovanji, tako med številom prijavljenih ekip kot med gledalci. Imela sem pa obveznost navijati za moža pa za sina in smo navijali in je bilo super. Kako sta se pa odrezala glede na domačo podporo? Super sta se odrezala, mož je tekel, tukaj sta naštudirala, da tukaj, kaj ima v klanca gor, da v mož tekel, sin pa nazaj dol, ki je šel po klancu dol, da vlaži. Pa najbolj všeč nam je to, ker ni to tako tekmovalno, ampak je to res za sprostitev, da smo se nasmejali, da smo ljudje, ki smo skupaj prišli, da smo to tako naredili ljudsko, ne pa da je to nekaj na enem ne vem kakšnem nivoju. Z garami so lahko tekmovali mlajši ali starejši. Starejših je tekmovalo 19 ekip, kjer je vsaka ekipa štela 2 člana. Vsak član je pretekel pol proge in pol proge presedel v garah. Domačina Gašper in Jaka sta se na tekmo prijavila, ker sta bila mnenja, da imata dobre možnosti za zmago. To se je kasneje tudi potrdilo, ko sta pretekla progo, dolgo približno 450 metrov, v samo 1 minuti in 40 sekundah. Ja, nič nismo se pripravljali. Zdaj jutri smo pol ure prej prišla in to je bilo to. Kako sta pa zadovoljna s svojim uspehom? V redu, to smo pričakovali, ne? Z namenom, da obranita naslov, se nameravata dirke udeležiti tudi prihodnje leto. Te dirke se nameravata udeležiti Anže in Nejc, prav tako domačina. Prejela sta nagrado za najlepše gare, pomislila sta tudi na usklajenost oblačil. Kako to, da sta se sploh prijavila? Ja, on v taposu dela, pa ima bolj malo dela, pa je rekel, da če bi šla midva z garam. Bolj malo dela, pa ima veliko cajta za razmišljati, za traparije pa take stvari. Zaradi letošnjega uspeha načrtujejo organizatorji drugo leto razširitev nedeljske dirke. Če se bo let dalo, če bo izvedljivo, bi dirko prestavili kar nekako na sniški praznik, vaški praznik, da bi ne ostali samo na dirkah z garam, ampak da bi šli naprej tudi na mogoče dirke s šajtrgam, so imeli včasih vožnjo po plohu, polžje dirke s kolesi, tako da mislimo to stvar, ker je bila letos tako uspešna, drugo leto nadgraditi, ne samo ohraniti v tem formatu. Poskrbljeno je bilo tudi za pijačo in jedačo. Tako tekmovalci kot gledalci so se lahko dodobra nasitili prosene kaše in medle. S koncertom vokalne skupine Galina so se pričele že 38. jesenske serenade, 27. v Medvodah. Kurje gospe je nosil naslov prvi izmed 4 sredinih koncertov, ki se bodo v mesecu septembru zvrstili na 4 različnih lokacijah v naši občini. 27. jesenske serenade, znanilke pričetka pestre kulturne jeseni v naši občini, so tu. Glasbena mladina Ljubljanska je ponovno povabila k sodelovanju Občinsko kulturno zvezo Medvode in pripravila serijo 4 koncertov. Ponovno se nekako potrjuje, da je ta odločitev, ki smo jo sprejeli 4 leta nazaj, torej da z jesenskim serenadam gostujemo širom naše občine, da je pravilna, da so jo ljudje sprejeli in da radi pridejo na različne lokacije. Glavni namen tega je bil pravzaprav ta, da skušamo ljudem poleg izvrstnega glasbenega repertoarja predstaviti tudi vse te dragocene spomenike kulturne dediščine, ki jih najdemo v naši občini, ki zagotovo podružnične cerkve so ene izmed njih. Prvo sredo v septembru se je tako v cerkvi svetega Jakoba v Hrašah kot prva predstavila vokalna skupina Galina. Koncert je z umetniško besedo povezoval Dejan Pevčevič. Je lepa cerkvica, zelo akustična, fajn je bilo, da je bilo polno, da je bilo veliko ljudi. Mislim, da smo zadovoljni s prvim nastopom. Za svoj prvi nastop na jesenskih serenadah so dekleta, ki skupaj prepevajo šele zadnja 4 leta, izbrala pesmi slovenske romantike, ljudske pesmi in novitete mladih skladateljev, ki so bile napisane posebej za njihov sestav, s čimer si prizadevajo obogatiti žensko vokalno in zborovsko zakladnico ter dvigniti kakovost slovenske glasbe v izvedbi ženskih sestavov. Izvajamo pa repertoar od renesančne glasbe do sodobne, z kakšnimi ljudskimi slovenskimi
Zdaj v zadnjih 3 letih smo sodelovali z mladimi slovenskimi skladatelji, tako da smo imeli pač naročile dela posebej napisana za nas in ki jih zdaj izvajamo in smo jih v bistvu posneli tudi na naši prvi zgoščenki z naslovom Kurje gospe, ki je šla ravno prejšnji teden. In kaj vse medvoške ljubitelje kulture še čaka v mesecu septembru? Jesenske serenade imajo stalni termin, to je vsako septembrsko sredo ob 8. zvečer. Drugi večer bo prihodnji teden v Pirničah, v kulturnem domu, kjer bomo gostili tak bolj jazz obarvan trio. Potem tretji teden se bomo mudili na ladji v podružnični cerkvi svetega Petra in Pavla. Tam bomo prisluhnili koncertu pihal in trobil in pa potem jesenske serenade zaključili v podružnični cerkvi svete Valburge v Valburgi, kjer pa bomo zaključili bolj v takem srednjeveškem stilu. Prisluhnili bomo srednjeveškim madrigalom in pa si ogledali tudi najbolj tipične srednjeveške plese. Izpostaviti velja še dejstvo, da je vstop na jesenske serenade prost, zato vabljeni, da se udeležite katerega izmed 3 preostalih koncertnih večerov. Baletna šola Stevens je pretekli teden zaključila s svojim tradicionalnim poletnim baletnim seminarjem. Letošnji je bil že 12. po vrsti. Tokratna novost je bila izvedba seminarja v 2 delih. V prvem so na vrsto prišle učenke starosti od 11 do 13 let, drugi del pa je bil pod vodstvom mentorjev Andrewa in Nene Stevens namenjen učencem od 14. do 20. leta. Za baletno šolo Stevens je izvedba poletnega seminarja za svoje učence že stalnica. Z letošnjim pa so uvedli novost. Seminar so razdelili na 2 dela. Na obeh so beležili odličen obisk, v prvem se ga je udeležilo 14 deklet, v drugem pa 10 deklet in 5 fantov. V prvih letih, ko smo to izvedli, so bili tudi čisti začetniki ali pa mogoče kakšni, ki se ukvarjajo z različnimi stili plesa, kot je jazz, breakdance, flamenko in tako naprej, so si želeli ene osnove baleta pridobiti. Zdaj pa načelno te, ki imajo že leta izkušenj, te deklice, ki pridejo v prvi del seminarja, se začnejo prvič učiti na špicah. To je pri nas zakon, da je 11 let, takrat stopalčka so nekako že dosti močna, da lahko začnejo na špicah plesati. Program vsako leto poskušajo narediti čim bolj zanimiv in poučen za svoje učence. Na seminarju pa poleg Andyja in Nene Stevens sodeluje še Marjan Peternelj, ki baletnike spremlja na klavinovi, ki jo jim je prijazno posodila osnovna šola Pirniče. Začenjamo s tem kondicijskim treningom, ker imamo vedno srečo, da imamo našega pianista Marjana, ki ste ga tudi slišali, uživo glasbo plesati, se pravi s kondicijskim treningom se pripravimo za celoto za naprej. Dekleta si zdaj že obuvajo špic copate. Naučili smo se vsakem tednu eno solo variacijo, klasično, iz klasičnih baletov, kar je za njih zelo fajn, ker to pridobijo eno dodatno znanje, lahko tudi variacijo uporabijo za kakšno tekmovanje ali pa kaj takega. Potem je duet, to je ples v dvoje. V tem drugem tednu imamo še toliko srečo, je kar veliko fantov, tako da je zelo fajn za punce, da ni treba preveč čakati. Potem imajo fanti tudi še svojo tehniko moške variacije in moške skoke, tako da za vse nekaj. Po 12 letih so tovrstni seminarji še vedno izziv, še posebej ob veliki zagnanosti učencev. Jaz mislim, da tle največ izkušenj, ker so nama dala leta plesanja v teatru. Andy posebej kot partner, ima izredno veliko izkušenj, jaz kot balerina, prima balerina s solo variacijami. To znanje, to, kar sem si pridobila jaz v vsej tej dolgi letni karieri, predajam mlajšim. Zdaj pa to ni najlažje. Treba tudi en pedagoški pristop imeti, na kakšen način jih učiš. Je pa užitek s takimi puncami delati, ki so one. Ker to je ena taka zagnanost, ki si res želijo. Ni njenega med njimi, ki reče, moram to delati. Ampak res tista želja po baletu, ker 2 meseca brez baleta je smrt. Vedno je nov izziv, kaj novega naučiš. Prvi leto ni tega konc. Vedno je še nekaj, kar se lahko naučiš. Še jaz se učim, vsakič sprot. Vedno je nekaj novega tudi za mene, ker dobim druge ljudi iz drugih šol, iz drugih držav, tako da pristop mora biti realen za vse, ker tle ni individualno, ampak je skupinsko, tako da eni malo več znajo, eni malo manj, ampak probamo vedno tisti korenček, da jih vleče, da grejo naprej, da delajo, da je ena motivacija. V tem tednu baletna šola Stevens pričenja z vpisom novih učencev v šolo in po za plesalce dolgih poletnih počitnicah tudi s treningi. Minuli konec tedna so Zbilje ponovno zaživele v vsej svoji luči. Po 5 letih se je domov vrnila legendarna in nadvse priljubljena prireditev na prostem, ki združuje domače in tuje obiskovalce od vse povsod, Zbiljska noč. Tudi tokrat so organizatorji dali vse od sebe in pripravili pester, zanimiv in zabaven program.
Zbiljska noč je že od leta 1954 zapisana kot velik dogodek, ki je priljubljen ne samo med mladimi, ampak prav vsemi, ki se navdušujejo na dobro glasbo in družbo. Po 5 letih premora se je tako prireditev na prostem vrnila tja, kamor spada, med ljudi. Letos je bila še bolj posebna, saj je praznovala 60-letnico svojega obstoja. Zbiljska noč je že 60 let najbolj prepoznana turistična prireditev v Zbiljah. Lahko rečem, da je bila dolgo vrsto let najbolj prepoznana taka prireditev celo v Sloveniji. Zdaj zadnja leta so nekateri organizatorji priredili bistveno večje prireditve, tukaj pa gre seveda predvsem za to, da je težko najti izvajalce oziroma organizatorje, ki so pripravljeni finančno investirati v tako prireditev kot je Zbiljska noč. Zabavna prireditev namenjena prav vsem je letos predstavljala vrhunec dogajanja v občini Medvode, ob 60-letnici krstne izvedbe pa je postregla z najboljšim, kar ponujata slovenska in hrvaška zabavno-glasbena scena. Pester program je, mislim, da je program tako mora biti za mlado in staro in mislim, da je uspel, glede na vreme, je to tono za letos, da imamo vsaj na koncu nekaj poletja. Ja, moram reči, da je turistično društvo Zbilje letos izvedbo prireditve zaupalo agenciji Tantum. Stvar je taka, da zdaj nekaj let nismo imeli same Zbiljske noči, ker so krajani Zbilj izrazili željo, da se je nima, da je bilo preveč hrupno. Zdaj po nekaj letih je pa ponovno med samimi krajani prišla ideja, da bi se Zbiljska noč spet organizirala. Mi smo na občinem zboru to željo dali še enkrat verificirati celotnemu občinemu zboru, to je bilo več kot 100 članov in potem še tisti, ki so bili na očiščevalni akciji. Vsi so se strinjali, da bi letos lahko spet poskusili z izvedbo. Agencija Tantum je prišla, da bi to bila pripravljena izpeljati. Moram reči, da zaenkrat izgleda vse skupaj, lahko rečem, na najvišjem nivoju, da so ljudje zadovoljni, to pa je v glavnem tisto, kar si vsi skupaj želimo. Najbolj vroče ime je bilo pretekli konec tedna prav zagotovo priljubljena hrvaška pevka Jelena Rozga, sicer nekdanji prvi glas hrvaške skupine Magazin. Slovenska publika je divna, prekrasna. Moram vam priznati, da svaki put kad dođem u Sloveniju sam u šoku. Izađe nova pjesma i nakon par dana je svi pjevaju. To je nešto najljepše. Ja imam stvarno gdje god dođem najbolju publiku na svijetu. Puno lijepih pjesama, dobre zabave, 2 sata, stvarno sjajno koncerta, pjesama koje mislim da sam napravila dobru listu, jer mislim da sve pjesme se znaju i da će ovo stvarno biti večer koju ću dugo pamtiti. Ne znam koliko je večeras ovdje ljudi, možda više od 5000, predivno je. Zbilje so na noge spravili tudi Mejaši, tamburaška skupina iz Varaždina, ki se je med najbolj priljubljene skupine prebila s hitom Zorica. Prvi put smo i stvarno je bilo predivno. Publike se skupilo nevjerovatno puno, nismo očekivali toliko. Mi se nadamo da to nije samo zbog Jelene i zbog ovih vaših predivnih slovenskih svirača, nego da je nešto i zbog nas došlo. Prisotne je med drugim zabavala tudi že 3. generacija glasbenikov iz sloveče begunske dinastije Avsenik, ansambl Saša Avsenika. Za dobro razpoloženje pa so poskrbeli še Saša Lendero, kralji jadranskih teras Mambo Kingsi in mojster zabave DJ Dadi. Povejte, kako vam je všeč tukaj na Zbiljski noči? Zelo lepo je. Prvič sem, pa je res lepo. Kako vam je všeč na Zbiljski noči? Super, prvič sem, pa nisem vedel, da je tako dober. Kaj pa izbor muzike? Ja, da best, vsega pomalo. Za 10. Odlično. Brez besed. V preteklih letih se je tekom Zbiljske noči na prizorišču zbralo skoraj 20 000 obiskovalcev, kar priča o njeni priljubljenosti. Organizatorji obljubljajo, da bodo tradicijo prireditve poskušali obdržati, najverjetneje pa že danes razmišljajo o tem, kako prihodnje leto ponovno dvigniti Zbilje na noge. Danes zjutraj so se iz svetovnega prvenstva v modernih tekmovalnih plesih, ki je potekalo v Pragi, vrnile plesalke, članice medvoške podružnice Plesne šole Urška. Varovanke koreografin Kim Gerem in Darje Šuster so se med svetovno konkurenco odlično znašle in v kategoriji velikih formacij v showdancu kot ena najmlajših skupin za las zgrešile finale.
11 deklet, starih med 8 in 11 let, je z atraktivno točko Papiga osvojila končno 8. mesto med 22 formacijami. Dekleta že decembra čaka nova preizkušnja, na svetovnem prvenstvu na Poljskem se bodo kot mala skupina s točko Think pomerile v jazz baletu. Na Ironmanu v avstrijskem Celamzeju je odlično nastopila edina slovenska zasedba SNB Mi-Racing Triathlon Team. Triatlonska štafeta, ki jo sestavljajo Teja Kopač, Nejc Škof in Primož Setnikar, se je v konkurenci štafet iz 43 držav in skupno preko 2300 tekmovalcev iz celega sveta odlično znašla. Na prizorišču, ki bo gostilo prihodnje svetovno prvenstvo v Ironmanu, je medvoška mešana štafeta z 2 kilometroma plavanja, 90 kilometri kolesarjenja in 21 kilometri teka opravila kot 21. med 44 nastopajočimi, večinoma reprezentančnimi ekipami. Smučari tekači so se minulo soboto pomerili na prvi letošnji rolkarski tekmi za pokal Geoplin. Absolutni zmagovalec je postal Rok Tršan, Nina Žavbi-Kunaver je bila tretja med članicami, oba tekmujeta za TSK Logatec. Med mlajšimi deklicami in dečki sta s celotno konkurenco najhitreje opravila člana nordijskega društva Medvode, Zala Jenko in Anže Gros. Članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode pa je minuli vikend v gosteh zabeležila prvo zmago v jesenskem delu ligaške sezone. Izid drugega kroga proti NK Komendi je bil 0-2, strelca za Medvoščane pa Krajc in Kalabič. Na lestvici 3. slovenske nogometne lige Center se NK Jezero Medvode trenutno nahaja na 4. mestu. Medvoški policisti so v preteklem tednu obravnavali 3 prometne nesreče. Prva se je zgodila v Medvodah, povzročitelj pa jo je povzročil z izsiljevanjem prednosti v križišču. Počilo je tudi v Smledniku, nesrečo pa je povzročil voznik, ki je prehitro vozil glede na razmere na cesti. V nezgodi pa so se poškodovale kar 4 osebe. Še ena nesreča se je zgodila v Medvodah, povzročil pa jo je voznik z nepravilnim premikom vozila, ki je po nezgodi pobegnil, vendar so ga policisti očitno že ulovili, saj so v tokratni črni kroniki zapisali tudi, da je povzročitelj že prejel plačilni nalog. Slabo vreme očitno ni preveč pogodu tudi tatovom. V preteklem tednu so ukradli samo kolo v Pirničah in kolo z motorjem v Valburgi. V Medvodah pa je nekdo s preveč negativne energije poškodoval tujo stvar. Seveda bi bilo nenavadno, če ne bi policistom bilo treba posredovati tudi na javni prireditvi v Zbiljah. Na srečo so samo enkrat, ko je neznanec brez razloga nekoga treščil po obrazu. Do 12. septembra policisti skupaj s člani društev upokojencev in prostovoljnimi gasilci spremljajo prihod in odhod učencev v šolo in domov. Vse udeležence v prometu zato policisti prosijo, da upoštevajte navodila policistov in prostovoljcev. Obenem pozivajo tudi starše in ostale spremljevalce otrok v šolo in vrtec, da naj tudi sami spoštujejo cestno-prometne predpise ter naj ne parkirajo na vozišču ali pločniku, saj s tem ogrožajo tako sebe kot otroke in pa seveda tudi ostale, ki prihajajo v šolo. Prišli smo k koncu, gledali ste četrtkovo informativno oddajo. Prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjega četrtka. Lep večer.